V minulem tednu nam je finančni minister Uroš Čufer s partizanskim imenom Pufer pridelal 2 novi milijardi zunanjega dolga. Predsednica vlade Alenka Bratušek pa je zaradi ogromnih koristi, ki jih je prinesel lanskoletni dvig davka na dodano vrednost, načrtovala, da bi se stopnja DDV letos dvignila še enkrat. Pravzaprav bi bilo še najbolj smotrno vsakoletni 2-odstotni dvig DDV zapisati kar v ustavo. Seveda bi ustavna obveznost dvigovanja davka prenehala, ko bi ta dosegel 98%. Žal je nasprotovanje koalicijske državljanske liste zaenkrat pokvarilo premierkine načrte. A nič ne de, iz vladnih soban prihajajo spodbudne novice, da ima Alenka Bratušek še veliko sijajnih zamisli. V življenju pa ni vse v denarju. Pomembne so tudi druge vrednote, ki jih je vladajoča koalicija sklenila obvarovati za vsako ceno. Da bi z referendumom o dostopnosti arhivov Udbe ne umazali spomina na rojstni dan dragega maršala Tita, so koalicijske stranke bojevale trd boj za to, da bo referendum o arhivih že 4. maja. Zaradi tega bo sicer davkoplačevalce referendum stal 2.200.000 evrov več, kot bi nas, če bi bil izveden 25. maja hkrati z evropskimi volitvami. A za ohranjanje tradicij revolucionarnega nasilja je naša oblast pripravljena potrošiti tudi zadnji cent našega denarja. V bitki, ki bo v zgodovino prišla kot velika bitka za koledar, so se najbolj izkazali hrabri borci 117. grupe odredov socialnih demokratov. Strateški načrt se je porodil v glavi politkomisarke Potrate, ki je na nujni seji odbora za kulturo Evi Irgl odvzela čin poslanke. In v 3. odstavku tega mnenja piše: pobudo volivcem je dala Eva Irgl, ki kot volivka lahko poda pobudo. Z odvzemom čina poslanka je bila Eva Irgl degradirana v volivko. S tem pa je, po mnenju politkomisarke Potrate, izgubila status predlagateljice odloka o datumu izvedbe referenduma. 169a člen poslovnika, ki govori o tem, kdo so kvalificirani predlagatelji, v tem primeru, ko nastopa prvo podpisana kot volivka, nima statusa kvalificiranega predlagatelja odloka. Status kvalificirane predlagateljice je tako pripadel kar Potrati, ki je ob pomoči koalicijskih poslancev v večurni razpravi ubranila 4. maj kot datum referenduma. Epska bitka za koledar pa s tem ni bila končana. Nadaljevala se je z razpravo v državnem zboru, kjer je štafetno palico utišanja Eve Irgl od Majde Potrate prevzel narodni heroj Janko Veber. Irglova je sicer poskušala s frontalnim napadom. Več kot 46.000 podpisanih pod referendumsko pobudo je jasen signal, da se ljudje zelo dobro zavedajo, kako pomembno je, da se raziskovalcem, zgodovinarjem in publicistom omogoči prost dostop do arhivov. Janko Veber pa se je Evi Irgl herojsko zoperstavil. In da lahko raziskujejo našo polpreteklo zgodovino, ki v sebi skriva še veliko do sedaj tudi namerno zamolčanih dejstev. Dovolite mi, da vas opozorim, da danes ne razpravljamo o vsebini. Da so v tem sklicu državnega zbora vsebinske razprave nezaželene, je že pred časom pojasnil veliki ideolog Pozitivne Slovenije Jani Möderndorfer. Najprej forma, pol pa vsebina. In to je tisto, kar vas danes cel dan opozarjam. Pa ne slište. A Eva Irgl tega očitno ni dojela, zato je še kar vztrajala. Gospa Eva Irgl, poglejte, niste spoštovala mojih navodil, zato vam bom odvzel besedo. In kar je Veber rekel, je rekel. Irglovi je vzel besedo, tako kot ji je teden poprej njegova soborka Potrata vzela mandat. O tem, kaj bodo Irglovi vzeli prihodnji teden, bomo seveda poročali. Za konec smo vam pripravili ekskluzivno novico.
Na Twitterju smo pred dnevi zasledili novico, da ima v.d. direktor UKC Simon Vrhunc, ki je pred kratkim prepovedal, da bi v kapeli kliničnega centra darovali mašo za nerojene otroke in njihove starše, velike možnosti, da postane novi ljubljanski nadškof. Vrhunc očitno ve, kdaj se lahko daruje maša, kje se lahko daruje maša, predvsem pa to, v kak namen se lahko daruje maša. Včeraj pa smo izvedeli, da Nacionalni preiskovalni urad preiskuje sume korupcije v zdravstvu. Med osumljenimi je tudi direktor UKC Ljubljana Simon Vrhunc, zato ni izključeno, da bi mu v teh trenutkih prav prišla kakšna maša po osebnem namenu.